mene sam vsak dan, tudi noter. Kdaj bo rekel, če mi ne zavrnamo te pomene, to so vem zraven. To se ne zgodi velikrat. To se ne zgodi velikrat. To je edina stvar. To je spod. In ko se zgodi, ja, vse je problemno. No, vse se zgodi. Najprej bi lepo pozdravila gospod Marijo Pogačnik, njegovo življenjsko sopotnico in sina Boštjana, Toneta Lapajneta, kiparja, v katerem ne bi posebej veliko govorila razen tega, da je bil to človek in umetnik, ki je to slovensko zemljo res neskončno ljubil. Ko sem prvi slišala za Toneta Lapajneta in ga tudi kot posebnost srečala, se mi je zdelo, da so v bistvu predvsem te veliki kipi njegovi avtoportreti. V njih je dal dejansko vse tisto, to svojo moč, ki jo je nosil v sebi in poklon predvsem slovenski zemlji in slovenskemu človeku. In jaz mislim, da ne samo ta trenutek, ko je ta spomin nanj še zelo svež, ampak da bo to za slovensko umetnost še čez mnoga desetletja dejansko potrdilo, da je bil to človek oziroma kipar, ki je v slovensko umetnost vnesel veliko novega in predvsem dal v to svoje kiparstvo resnično svojo dušo in telo. Njegovo zdravstveno stanje mu je po letu 1975 dejansko onemogočalo to težaško delo v lesu in je dejansko, lahko rečemo, kar postal slikar. Ta volumen se je dejansko nekako razvil v dvodimenzionalnost. Ta reliefnost in te strukture pa so se zvile v barve. Najprej so to slike Šparjansko zemljo. Njegova izvirna tehnika, ki jo je posnemalo mnogo slikarjev, vendar seveda te pristnosti in te čutnosti, ki jo je on dal v ta material, ni dosegel nihče. In zato seveda je lahko iz tega slikarstva potem tudi s temi naravnimi pigmenti, ki jih je uporabljal vse od začetka, našel te pigmente in zemljo seveda na njemu, tako ljubem Ljubljanskem barju, in vse to potem pretopil oziroma prelil tudi v akrile. Te akrili so postali nekako, bi lahko rekli, živahnejši, svetlejši in resnično je iz tistega začetne faze oziroma te prve njegove razvojne faze konstruktivizma, kateri je pripadal, nekako tudi v slikarstvo obdržal to noto. In da je dejansko to eruptivnost nosil v sebi vse do konca, pa je dokazilo to, da so ti njegove slike še vedno, bi lahko rekli, bolj modelirane kot pa slikane. V letu 2005 smo v Velenjski galeriji izdali katalog po zbirki del, ki jih hranimo pretežno v depojih. Žal pač je temu v večini galerij tako, ker prostora, da bi razstavili vse to, kar smo z leti skrbno zbrali, ni. In po drugi strani pa je to tudi en čar, da lahko večkrat v javnosti pokažemo dela, ki jih potem oblikujemo v neke zgodbe, v povezave v določene slikarske ali pa kiparske skupine. No in prav ta katalog kiparstva iz depoja galerije je bil takrat vzrok, da je predvsem kolegica Križničeva mnogo kontaktirala z avtorjem in kadar je prihajala iz Ljubljane, je vedno prišla z novicami, da si zelo želi še kdaj razstavljati v Velenjski galeriji. Rada bi sporočila
sporočila predvsem obema najbližjima, da je bila to naša velika želja. Žal nas je njegova smrt 12. maja prehitela in takole smo se mu želeli kar čim hitreje udolžiti za to, da pač nismo uspeli realizirati ta projekt, ki smo si ga tako on kot tudi mi zelo želeli. Prepričana pa sem, da bodo še v bodočnosti priložnosti in nekako obljubljamo, da bomo tako z deli, ki bodo vedno na razpolago za razstave, kot tudi z vsemi močmi, znanjem, ki ga imamo, z veseljem sodelovali pri pregledni razstavi. Hvala vsem in naj bo ta večer v spominu na Toneta Lapajneta in njegova prekrasna dela, ki jih imate možnost spet po mnogih letih videti v teh prostorih. Hvala lepa.